Prav lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci iz Kranja. Prekrasen vroč poletni dan je tukaj le na Gorenjskem in vroče bo tudi na Zelenici. Spremljali bomo obračun moštva, ki se bori za naslov državnega prvaka in pa moštva, ki se krčevito bori tudi za obstanek v ligi. Vilmoc zdaj le pred Banjakom, Čekiči ima nekaj več prostora. Čaka na podajo tudi Vukušić, vendar Čekiči je videl Savića, poskuša proti sredini, padal je Čekiči na robu kanskega prostora, pa Vukušić, ki je zadev. Vukušić je zadev v 12. minuti, torej njegova strelska forma se vrača 1-0 za Olimpijo. Čekiči je opravil veliko dela, zmedel Triglavovo obrambo. Tomić. Savić, nov pritisk Olimpije, Menalo v kanski prostor, kakšna podaja Čekičiju naravnost na glavo, 2-0 v 23. minuti. Torej, dobrih 10 minut že za 2-0, to pa je že alarm za domače moštvo Olimpija. Janković, Filip Janković, tu išče morda celo prostor za strel, Vilmoc podaja v sredino, odbija Samardžić, pa Janković, ki ima nevaren strel in zadev je Janković. 2-1 v 30. minuti. Filip Janković je zadev, presenetil Vidmarja. Bo podal v sredino. Zavita žoga in tole je priložnost, kje je žoga, je v mreži, Milanović je poskušal, sodnik kaže, da je to 2-2. Milanović je zadev z glavo in Triglav se je vrnil. Najboljši strelec med branilci v ligi, Milan Milanović s 5. golom v sezoni. Bo pa zelo zanimivo videti, kje je končala. Ostrc takoj naprej, Čekiči, Čadeš iz vrat, kaj je pokazal Glažar, zdaj le najstrožja kazen bo tole. Najstrožja kazen, Čadeš iz vrat, Čekiči je padel. Ante Vukušić in pa Luka Čadeš. Ali Vukušić drugič na tele tekme ali vratar Čadeš. Vukušić je bil uspešen in Olimpija znova vodi s 3-2. V tem res izjemnem prvem polčasu pokazal tudi svoje strelsko znanje. Tole pa je bilo lepo odigrano. Mlakar proti Majcnu. Majcen je videl znova Mlakarja. Mlakar se je odločil in zadev Mlakar 3-3. Kakšen gol zdaj le Mlakarja, kako lepa akcija Triglava in Triglav se je znova vrnil. Neverjetno. Kebenhavnu pri slovitem danskem prvoligašu svojo kariero. Tole je bila zdaj le hitra priložnost. Brez prepovedanega položaja kažejo sodniki. Ante Vukušić pa za 4-3. Takoj po opravljeni menjavi pri Triglavu v 60. minuti zadetek. Kakšno spremembo prinaša vstop Bezjaka pri Olimpiji, nekaj dosti, namreč postavlja se na krilni položaj. Savić gol! Savić za 5-3. Stefan Savić, 74. minuta, znova ima Olimpija še drugič na tejle tekmi 2 zadetka prednosti. Kovič lepo po tleh, zdaj le prekršek nad Petricem. Zaustavil ga je Samardžić, to sodniki ne piskajo. Proti napad, znova Savić, Savić lahko strelja, Savić, žoga je ušla Čadežu pod rokami in Savić je zadev še enkrat. Savić je zadev za 6-3. Ja, in mislim, da je Olimpija po hudem boju zdaj le s temle zadetkom pa ušla na prav veliko v akciji Bećiri od samega prihoda v igro v tem drugem polčasu in še ena akcija, še ena podaja brez prepovedanega položaja. Sam gre proti golu Roman Bezjak. Roman Bezjak je preigral Čadeža in še naslednji gol. Zmagovalec današnje tekme je dokončno potrjen, pa čeprav je sodniškim dodatkom še 15 minut do konca. 7-3 vodi Olimpija. Pa prišla do izraza kvaliteta Olimpije, predvsem ta individualna tranzicija njihova je strašna, tako da mislim, da so to izkoristili in danes zasluženo zmagali. Ne, mislim, da se nam to ponavlja že skozi celo prvenstvo, te druge žoge so slabe, pravi pa tisti, ki dobi druge žoge, ponovadi zmaga to tekmo in mislim, da še enkrat Olimpija danes demonstrirala, kako se igra ta sodoben vrhunski nogomet, mi pa smo bili preslabi, ne bi si smeli dopustiti, da dobimo doma 7 golov.